Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. Franc Sušnik je novi častni občan občine Vransko. V Podčetrtku so odprli nov supermarket Jager. Celjski rokometaši že 2 kroga pred koncem državni prvaki. Nogometašem Celja se po zmagi proti Kopru nasmiha drugo mesto v državnem prvenstvu. Na Vranskem so praznovanje občinskega praznika sklenili s slavnostno akademijo, na kateri so podelili najvišja občinska priznanja. Županja Nataša Juhart je podelila 3 priznanja, 6 plaket, 2 grba in naziv častni občan. Slednjega je za življenjsko delo v lokalni skupnosti prejel dolgoletni župan Franc Sušnik. V športni dvorani Vransko je minuli petek potekala slavnostna akademija s podelitvijo priznanj občine Vransko za leto 2022. Občanom, ki so na različne načine pripomogli k razvoju in prepoznavnosti občine, so podelili 12 priznanj. Mislim, da je življenjski standard v naši občini na visokem nivoju. Želim si, da bomo tako gradili tudi naprej, da ostanemo tako in da naredimo res naš kraj še lepši, kolikor se da, zato da bojo življenjski pogoji občanov dobri, boljši in da bojo ljudje radi prihajali v naš kraj, da se bojo pri nas tudi drugi dobro počutili. Županja je v nagovoru nanizala tudi nekaj dosežkov občine v lanskem letu. Smo dogradili čistilno napravo, na katero bomo letos naredili tudi fotovoltaiko, zato da bo samooskrbna. Potem sanirali smo nekaj plazov, vsako leto imamo za sanirati nekaj plazov, kar je kar zelo velik zalogaj. Smo na hribovitem območju in se to nam pogosto dogaja. Potem šli smo ven z razpisom za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in lastniških mačk in psov, tako da bomo tudi pomagali in na razpis, da bomo razpisali koncesijo za zavetišče za male živali. Priznanje občine Vransko za ohranjanje kulturne dediščine je prejel Ira Zorko. Za dolgoletno delovanje na področju prostovoljstva Anton Eberlinc, za dolgoletno nudenje domačih proizvodov na tržnici Vransko pa družina Skok s Črete. Plaketo občine Vransko za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva sta prejela Marko Križnik in Srečko Remic. Plaketo za prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine je prejel Konrad Jagodič, za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in promocijo občine pa Stanislav Košenina. Plaketi za uspešno delovanje na kulturno-družabnem področju sta prejela Franc Zupan in Stanislava Škrabar. Grb občine Vransko za prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine je prejel Franc Remic, za izjemen prispevek k razvoju športa in turizma ter prepoznavnosti občine Vransko pa Stojan Golob. Tako da, če tako poštudiram nazaj, smo mi na Vransko spravili same največje legende športa v Sloveniji. Vse je bilo tukaj in to je težko ponoviti, bomo pa poskusili, ne? Naziv častni občan občine Vransko za življenjsko delo v lokalni skupnosti pa je prejel nekdanji župan Franc Sušnik, ki je občino Vransko vodil 6 mandatov. Moram reči, da sem bil kar malo presenečen, da so tako na hiter občinski svetniki, najverjetneje na predlog županje, sprejeli to odločitev. Bom pošten, mi kar velik pomen. Konec sem večji del življenja, skoraj 40 let deloval na področju lokalne samouprave. Vključil sem se v ta lokalni utrip novembra 1984. In to je moje celo aktivno življenjsko obdobje. Takrat sem pa vesel, da občina Vransko dobro deluje, da so postavljeni dobri temelji, da so moji sodelavci, občinski svetnice in svetniki razumeli nekatere moje predloge in vizije, ki so bile včasih tudi malo čudni, megalomanski, vizionarski in vesel sem, da so me podprli. Slovesnost so s plesom in glasbo popestrili člani folklornega društva Vransko, za glasbene vložke in podlago pa so poskrbeli člani pihalnega orkestra glasbene šole Risto Savin Žalec, ki so prireditev zaključili s skladbo Savinjska dolina.
Slovensko družinsko podjetje Jagros je v Podčetrtku odprlo nov nakupovalni center Jager. Po 21 letih, odkar so v tem turističnem kraju odprli svojo trgovino, se lahko zdaj pohvalijo s 3000 kvadratnimi metri prodajnih površin, na voljo pa bo celotna Jagrova ponudba, živila, tekstil in tehnika. Trgovina v Podčetrtku je že 41. Jagrova v Sloveniji. Takole so se v pričakovanju otvoritve nove večje Jagrove trgovine oziroma centra, ki bo ponujal celoten Jagrov asortiman, kljub posameznim dežnim kapljicam tik pred otvoritvijo zbrali obiskovalci, ki v tukajšnjo Jagrovo trgovino ne hodijo le iz Podčetrtka, ampak tudi iz bližnje okolice. Pogosto pa vanjo zavijajo tudi turisti. Otvoritveni trak je ob obeh Jagrovih direktorjih, Alešu in Boštjanu Jagru, ter članih Jagrove družine in zaposlenih, prerezal župan občine Podčetrtek Peter Misja. Mi smo poskrbeli za svojo infrastrukturo, za prostorske plane, zato imamo tudi kar močno gospodarstvo, predvsem turistično gospodarstvo. In ena taka, lahko rečem, sodobna trgovina je bila pravzaprav potrebna tukaj. Veseli smo, da se je družina Jager odločila že za izgradnjo drugega objekta, kajti enega je zgradila že pred dobrimi 20 leti, dogradila pred 10 leti, ampak vseeno odločitev je bila, da gre v ta sodobno trgovino in bo sigurno dodatno bogatila ponudbo naših koncev za domačine in tudi goste. Nov trgovski center se razprostira na okoli 3000 kvadratnih metrih, v njem pa največji del zasedata živilska in tehnična trgovina s vrtnim centrom. Tu je še njihova tekstilna prodajalna, bistro pri Jagru, v sklopu centra pa deluje tudi frizerski salon. Ker čas dela svoje, tudi mi postajamo vedno zrelejši, je ta naša obstoječa lokacija dala svoje skozi in smo se nekako odločili, da gremo v novo investicijo, ker bomo lahko kupcu Podčetrtka in kupcu, bi rekel, turistov, ki pride iz cele Slovenije in iz celega sveta v Podčetrtek, na tej novi trgovini Jager ponudili boljšo uporabniško izkušnjo, širšo ponudbo in tudi, bi rekel, naš popoln asortiman, tako da stojimo za tem, da ponujamo praktično vse od šivanke do traktorja. Posebno pozornost so namenili oddelku kruha in pekovskih izdelkov, ki jih pripravlja njihova ptujska pekarna. Novost v ponudbi je peka pic, ki jih bodo kupci lahko odnesli domov. Povečan je oddelek toploteke s sveže pripravljenimi jedmi, tudi na oddelku tehnike so ponudbo razširili. Večmilijonske naložbe v nov nakupovalni center so se, tako kot je to zdaj že v navadi, lotili svojo gradbeno ekipo. Vsa dela so zaključili prej kot v letu dni. V sklopu objekta bo pa delalo približno 20 sodelavcev, kar je kar nekaj več kot doslej. Ekipa je preizkušena, znana, mlada. Sicer smo pa tudi odprti vedno za nove sodelavce v trgovinah Jager in tudi ljudje se dobro znajdejo pri nas, smo tak dinamičen kolektiv. Tudi obiskovalci so se ob prvem obisku novega centra dobro počutili. Mi smo stari gosti v Jager trgovinah. Zelo lepo je, ne? Opremljena je, lepo urejena. Dobiš vse, ko rabiš, ni da ni, ne? Pa še poceni je, res tako rečejo, ne? Objekt, kjer je bila Jagrova trgovina zadnjih 21 let, pa bo dobil novo namembnost. Seveda si želimo, da ne bi objekt stal in propadal sredi tako lepega turističnega kraja, kot je Podčetrtek. Tu moramo reči, da Podčetrtek se resnično razvija in bi bilo škoda pustiti objekt v nemar ali pa da bi ohranil neko obliko in životaril. Zato smo se skupaj z lokalno skupnostjo, se pravi z občino, našli rešitev, da ga spremenimo namembnost v stanovanjski objekt. Imamo pripravljene že idejne projekte, tako da bo cirka 16 večjih stanovanj in sedaj smo v zaključni fazi priprave dokumentacije, tako da ciljamo, da bi nekje še letos začeli z gradnjo, tako da bo ta objekt, ki je, bi rekel, vstopna točka Podčetrtka ob Rondoju, dobil nov izgled in nov pomen in namen, pa tudi povpraševanje. Že zdaj pa še nismo nič začeli delati, že imamo veliko povpraševanja po stanovanjih, tako da Podčetrtek je več kot očitno zaželjena destinacija in tudi kakovost bivanja moramo vsi priznati, da je v takšnem kraju res vrhunska. Ob otvoritvenem dogodku, ki so ga popestrili otroci iz tamkajšnjega vrtca in šole, zbrane pa je nasmejal tudi Matjaž Javšnik, so trgovine Jager prav osnovni šoli in vrtcu Podčetrtek predale donacijo v višini 1000 evrov.
Policisti postaje prometne policije Celje so izvedli poostren nadzor nad vožnjo voznikov tovornih vozil in voznikov avtobusov. V 3-urnem nadzoru so ugotovili in kontrolirali 13 voznikov tovornih vozil in avtobusov, pri katerih kršitev z področja zakona o delovnem času in obveznem počitku ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih in preobremenjenosti vozil niso zaznali. Izstopal je voznik skupine vozil, ki je na priklopnem vozilu prevažal tovor, ki ni bil zavarovan in pritrjen, zato je obstajala nevarnost, da med vožnjo pade z vozila. Policisti so zaustavili tudi voznika, ki je prevažal eksplozivne snovi brez pravilno izpolnjenih zahtevanih listin. Zoper oba voznika in zoper pravni osebi so uvedli prekrškovna postopka, vozili pa do odprave pomanjkljivosti izločili iz prometa. Na prvi dan polfinalnega izbora letošnje pesmi Evrovizije v Liverpoolu so dijaki prve gimnazije v Celju v veliki dvorani Celjskega doma pripravili koncert z uspešnicami iz evrovizijskih tekmovanj. Ob gimnazijskem mešanem mladinskem pevskem zboru in šolskem orkestru so kot gostje nastopili člani skupine LPS, ki je Slovenijo zastopala na lanskem izboru za pesem Evrovizije, ter pevka Maraja. Na prvi dan polfinalnega izbora letošnjega Eurosonga v Liverpoolu 11. maja so v Unionski oziroma veliki dvorani Celjskega doma koncert pripravili glasbeni ustvarjalci prve gimnazije v Celju, člani tamkajšnjega mešanega mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Tomaža Marčiča in šolskega orkestra pod vodstvom Petra Tovornika, in sicer z gosti glasbeno skupino LPS, ki nas je zastopala na lanskoletnem Eurosongu, ter pevko Marajo. Koncert so podnaslovili Eurovizija 2023. V njem pa so predstavili vrsto naših in tujih glasbenih uspešnic iz kar nekaj evrovizijskih tekmovanj. Skoraj vse skladbe so izvedli v priredbah za mešani pevski zbor in njihov orkester, kar je seveda dalo koncertu še poseben čar in doživetje. Priredbe so pripravili Peter Tovornik, Tomaž Marčič in Žiga Žvižej. Kot gostja je s zborom in orkestrom zapela tudi nekdanja gimnazijka prve generacije umetniške gimnazije Marjetka Vovk, Maraja. In vse skladbe so občinstvo ne samo ogrele, temveč navdušile do te mere, da je pri dodatku koncerta popularne Lahko ti podarim samo ljubezen od sester izvajalce spremljalo stoje in skandiranim aplavzom. Kako pa so koncert doživljali njegovi ustvarjalci na odru? Jaz bi rekel, da krat 2, kar se tiče vašega odziva. Torej, na odru je še toliko bolj intenzivno doživljamo, pa ko vidiš energijo od strani orkestra, strani pevcev, tisti žar v očeh, en tistih večerov, ki se jih sigurno ne bo tako hitro pozabili, sigurno. Težko odgovorim, ker ko si na odru, si v bistvu v enem posebnem stanju in danes sem bil še posebej v nekem posebnem stanju, kjer težko dojameš vso okolico, enostavno padeš noter. Mislim, da smo se imeli na odru zelo, zelo dober. Vse ostalo pa že ni več toliko pomembno, ne? Ja, glede na to, da je bil naš zadnji koncert v bistvu na tej gimnaziji, sem se smela res ful super vzdušje bilo v dvorani, res. Tako se mi zdi, da je bil res en nepozaben koncert in za nas in za vse, ki so bili na tem koncertu, tako da jaz sem res zelo hvaležna, da sem lahko bila del tega, del te gimnazije, tega super orkestra, zbora 4 leta in res sem zelo zadovoljna z današnjim večerom. Po mojem je bil izjemen, čudovit, pevci smo se ful zabavali, tudi vsi glasbeniki na odru, tako da je bilo zelo, zelo lepo. Jaz bi to rekel, da bi bil en izmed najboljših koncertov, ne tudi zaključen tak. Predvsem v tem evrovizijskih barvah mi je bilo zelo všeč, da res super vzdušje, super pesmi, da nepozabno. Jaz sem vsak trenutek besedila, sem sama izživljala, res mi je bilo užitek pet s tem dobrim zborom in orkestrom, res je bilo kot v raju. Po koncu je bilo res tako, vzdušje je bilo na vrhuncu, pa prav, mislim, lepota je bila in vse.
Meni je bilo odlično. Vmes je pretekla kakšna solzica, ko sem videla, da pač 4. letnikov drugo leto več ne bo, ne? In sem se v bistvu spraševala, kdo bo zdaj nadaljeval to tradicijo, kdo bo še sploh v zboru. Ampak ja, občutki so bili neverjetni na koncu. Ful sem bila vesela, da sem lahko del tega, tako da ja. Ja, na začetku so se mi malo tresle noge, tako kot je Marjetka rekla, ampak pol na koncu je šlo. Seveda je bil nad koncertom navdušen tudi ravnatelj Prve gimnazije v Celju dr. Anton Šepetavc, ki je v svojem nagovoru še posebej poudaril svojo zahvalo in ponos nad vsemi mladimi izvajalci. Najprej bi rekel, da sem neizmerno ponosen na Prvo gimnazijo, na te fante, dekleta, na Petra Tovornika, dirigenta, na zborovodjo Tomaža Marčiča, na vse, ki so danes stali na odru in v zaodrju, in seveda tudi na goste LPS z našo Zalo Velenšek in pa seveda Marajo, tudi z našo Marjetko Vovk, ki je nekoč, tako kot marsikdo danes tudi v publiki, obiskoval in končal Prvo gimnazijo v Celju. In na to smo vedno zelo ponosni. Bil pa je to še prav poseben večer, ki ga je šola v bližajočem se zaključku šolskega leta izkoristila za to, da se javno zahvali vsem maturantom, glasbenikom, ki so vsa 4 leta šolanja ustvarjalno delovali v pevskem zboru ali v orkestru, kar je koncertu seveda pridalo še posebno čustveno noto. Rožice in spominska darilca so jim podelili ravnatelj in oba dirigenta. Več o koncertu in odmevih nanj pa v reportaži v Minutah za kulturo na televiziji Celje. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so že 2 kroga pred koncem državnega prvenstva osvojili 26. naslov državnih prvakov v zgodovini kluba. Celjani so v 24. krogu v svoji dvorani z 29-26 premagali Maribor, Gorenje pa je sinoči v Rdeči dvorani s 30-26 slavilo proti Trimu. Pred zadnjima 2 krogoma imajo tako varovanci Alema Toskiča 5 točk prednosti pred drugouvrščenim Gorenjem in 6 pred tretjim Trimom. Celjani bodo dvojno domačo krono proslavili na paradi prvakov, ki bo v petek 19. maja na zadnji domači prvenstveni tekmi proti Krškemu. Pokal in medalje bodo prejeli po tekmi zadnjega kroga v Slovenj Gradcu, saj celjski klub ni uspel s prošnjo, da bi krovna organizacija medalje in pokale podelila po že omenjeni petkovi tekmi proti Krčanom. Mi smo poskusili priti do situacije, kjer lahko proslavimo prvenstvo oziroma zmago v prvenstvu na domačem terenu, vendar po trenutnih pravilih, katere so v ligaškem tekmovanju, to ni možno. Torej bomo le morali počakati do Slovenj Gradca, ker bomo z našimi navijači, ki bojo lahko zraven, proslavili v gosteh. Takšna so žal pravila, vseeno pa verjamem, da si bojo navijači proti Krškemu najdli pot v Zlatorog in če bomo fizično prejeli lovoriko ali ne, vseeno, če nam uspe potrditi prvaka, verjamem, da se vsi skupaj zberemo na zadnji domači tekmi te sezone in skupaj proslavimo vse to, kar je ekipa dosegla. Nogometašem Celja se v državnem prvenstvu nasmiha končno 2. mesto. Varovanci trenerja Romana Pilipčuka so v zadnjem krogu na svojem štadionu z 2-0 premagali Koper in tako imajo pred zadnjim krogom 3 točke prednosti pred tretje uvrščenim Mariborom. Celjani so proti Koprčanom, ki se krčevito borijo za uvrstitev evropska tekmovanja, do vodstva prišli že v 15. minuti. Aljoša Matko, ki je v odlični formi, je dosegel svoj 12. gol v sezoni in 6. na zadnjih 4 tekmah. Bila je ena težka tekma, ampak na koncu smo tudi imeli, kako bi rekel, tudi sam veliko šans, da prej zaključimo tekmo in pripeljemo mirno koncu. Srečanje je bilo dokončno odločeno dobrih 20 minut pred koncem tekme, ko je celjski kapetan Denis Popovič mojstrsko izvedel prosti strel in z okrog 20 metrov premagal Adnana Goluboviča. Конечно, это радует то, что
игроки понимают это, выполняют это, и это сегодня их заслуга, что команда находится на втором месте. Ja, seveda to veseli, da igralci izpolnjujejo navodila in to, da se mi danes nahajamo na drugem mestu, je to njihova zasluga. Celjani so v drugem polčasu zapravili še kar nekaj lepih priložnosti za povišanje vodstva. Tudi strelec prvega celjskega gola Aljoša Matko se je še dvakrat znašel v odličnem položaju za dosego zadetka. Естественно, хотелось бы, чтобы мы забили больше, чтобы концовка была более спокойная. Seveda smo si želeli, da bi mi zadeli več golov, da bi bil zaključek tekme bolj miren. Но то, что касается Матко, то, что он делает на тренировках, оно переносится в игры, и он заслуженно забивает эти мячи и имеет хорошие подходы. Kar se tiče Matkota, on zelo dobro trenira in to prenaša na tekmo, zato tudi zadeva in ima zdaj dober niz. Čakali smo neki tej na sredini igrišča, njihovo malo slabšo žogo, naredimo pressing in probamo izkoristiti ta prostor za njihovim hrbtom. Imel sem dve res 100% šanse, žal jih nisem izkoristil, tako da, ampak nimamo kaj. Upam, da bo naslednjo tekmo že to šlo noter. Celjani imajo pred zadnjim krogom na drugem mestu 3 točke prednosti pred Mariborom. V zadnjem krogu jih prihodnji konec tedna čaka gostovanje pri državnih in pokalnih prvakih nogometaših Olimpije. До игры с Олимпией еще неделя. Imamo še en teden do tekme z Olimpijo. Даже если не получится стать вторыми, я думаю, что я очень доволен ребятами, очень доволен тем, что они проделали. Но мы тренерский штаб до последнего верим, что они дадут бой Олимпии. Celo če ne bomo na koncu drugi, sem zelo zadovoljen s tem, kako so sezono oddelali fanti, ampak s trenerskim štabom do konca verjamemo, da lahko vzamemo to drugo mesto. To bo ena vrhunska tekma, poln stadion, tako da že komaj čakamo vsi, da odigramo to tekmo proti Olimpiji. Upam, da tudi na zadnji tekmi zadenem in zaključim to sezono v dobri formi. Po noči se bo pooblačilo, dež bo do jutra zajel vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmirna do močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V sredo bo oblačno, občasno bo še deževalo. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmirna burja. V četrtek bo po večini suho vreme. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten večer in nasvidenje.